Dober dan vsem. Poglejmo zdaj nekatere posebne trigonometrične limite in uporabimo jih za računanje drugih limit. Torej, ti dve posebni limiti upoštevamo sta ti dve limita, ko gre x proti ničli od sinus x v lomnjo x enako 1. Ena druga je limita, ko gre x proti ničli od 1 minus kosinus x v lomnjo x na drugo enako 1 polovica. In še to pazimo, če v neki vaji nam to rabi, če mi si dobimo obrnjena števec in imenovalec, rezultat bo obratna vrednost, tukaj ki je 1 bo zmeri 1. Tukaj pa, če si dobimo x na drugo vlomljeno 1 minus kosinus x ali taka oblika, tukaj namesto ene polovice bomo imeli 2. Sedaj izračunamo to, limita od x proti ničli sinus 5x vlomljeno 3x. Torej ta 3 tukaj lahko ga pomnožimo s prediko z 1/3 in lahko ga vzamemo tudi ven iz limite. Konstante lahko vzamemo ven iz limit, torej 1/3 limita, ko gre x proti ničli od sinus 5x vlomljeno x, ker 3 sem že vzel ven, in tukaj, ker mi hočemo imeti isto tukaj in tukaj, torej tukaj bomo spodaj pomnožili s 5, bomo pomnožili tudi zgoraj s 5. In ta 5 lahko gre ven, in tukaj 5 krat 1/3 je 5/3. Sedaj, ta limita je popolnoma iste oblike kot ta, in torej velja 1. Torej imamo 5/3 krat 1 je 5/3. Torej smo jo izračunali. Zdaj izračunamo eno drugo limito. Limita, ko gre x proti nič, od sinus 3x vlomljeno sinus 2x. Sedaj tukaj moramo dobiti to obliko, sinus x vlomljeno x. Kako bomo naredili? Bomo pomnožili zgoraj in spodaj, bodi si števec, bodi si imenovalec. Ta sinus 3x, ga napišem malo bolj gor, in ga pomnožim spodaj s 3x in zgoraj. Tukaj imamo glavno vlomkovo črto, ki je bila ta, naredimo podobno v imenovalcu, sinus 2x, ga pomnožimo spodaj z 2x in zgoraj z 2x. Zdaj, zaradi lastnosti vlomkov, tukaj lahko napišem kot zmnožek dveh vlomkov, tukaj ta x ga krajšam, in torej vidim zdaj, da ta je popolnoma iste oblike kot ta, tudi ta. Ta je 1, ta je 1, in tukaj imam 3 polovice. 3 polovice krat 1 vlomljeno 1, torej je 3 polovice. In torej sem zračunal. Zdaj računam eno drugo limito s kosinusom. Torej limita, ko gre x proti ničli od 1 minus kosinus 4x vlomljeno x na drugo. In sedaj, torej poglejmo to. Tukaj imamo x, tukaj x na drugo, torej tukaj imamo nekaj in tukaj imamo njegov kvadrat. Tukaj imamo 4x, kvadrat od 4x je 16x na drugo, torej bomo pomnožili zgoraj in spodaj 16. Krat 16 tukaj spodaj, krat 16 od zgoraj. Ta 16 ga lahko vzamemo ven iz limite, torej 16 krat limita, ko gre x proti nič, od 1 minus kosinus 4x vlomljeno, in sedaj, da bo bolj jasno, napišem to, ta 16x na drugo, kot v oklepaju 4x, vse na drugo. In sedaj je razvidno, da to je kvadrat tega. In torej popolnoma isto kot ta oblika, in torej dobimo eno polovico. Imamo 16 krat eno polovico, in torej ta limita velja 8. Zračunamo še eno zadnjo limito tukaj. Torej, limita, ko gre x proti ničli, od 5x vlomljeno tangens 2x. Torej, ta tangens bo napisal kot sinus vlomljeno kosinus. Torej, limita, ko gre x proti nič, od zgoraj 5x vlomljeno, tangens 2x je sinus 2x vlomljeno kosinus 2x. Sedaj bom odpravil dvojni vlomek. Limita, ko gre x proti nič, imam
5x, ki je tukaj zgori, ki množi ta ulomek obrnjen, ki sta obrnjena števec imenovalec kosinus 2x ulomljeno sinus 2x. Sedaj, jaz hočem imeti nekaj kot sin x ulomljeno x ali pa x ulomljeno sin x. Tukaj bo kaj podobnega. Ta 5 ga lahko vzamem ven. 5 krat limita, ko gre x proti nič in te ulomke lahko tudi tako obrne, da imam, torej, ni več 5x, ker 5 sem ga vzel ven. Tukaj imam x ulomljeno sinus 2x in potem ta kosinus 2x ga dam sem, samo malo premaknil. Ja, in torej, zdaj smo skoraj tukaj, zato da imamo to obliko, moramo tukaj pomnožiti z 2 in deliti z 2, torej imam faktor ena polovica, ki ga lahko nesem ven, torej tukaj 5 polovic. Sedaj, to iste oblike kot ta, razen da sta obrnjena števec in imenovalec. In torej bo ena, ker ena ulomljena, ena je ena, torej to mi da ena. Imam 5 polovic krat ena in tukaj, ko x gre proti ničli, kos od nič je ena, torej krat ena. In torej vse skupaj dobimo, da ta limita velja 5 polovic. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.